Kolikokrat se vam zgodi, Štajerci, da greste proti Primorski in ne veste, po kateri obvoznici bi šli mimo Ljubljane, po severni ali po južni? Naš Iztok ima s tem točno na tistem mestu vedno težave in vedno sive lase, zato je v bistvu danes moja naloga, da ugotovim, katera je hitrejša pot. To s sivimi lasmi bi bolj te pasal, Matej. Stroj za to in za ostale naloge v prihodnjih oddajah je čisto nova Škoda Scala. Samo pogledajte, koliko prevoženih kilometrov ima. Čehi pravijo, da je znotraj toliko prostora kot v prvi oktavi in sploh je veliko prostora tamle zadaj, ker pogledajte, kako udobno sedi naš povprečno visok Matej. Ob tem po prtljažniku ostane še 467 litrov prostora za vse njegove platoje. Ko se naš Iztok iz vinorodnih koncev Štajerske pelje mimo Sneberja, torej naleti na težavo. Levo pod Golovcem, mimo Rudnika ali pa desno mimo Bežigrada in Šiške. Ja, problemi sodobne družbe in jaz jih rešujem. Oznake pravijo, da je boljša pot naravnost, torej razcep in akcija. Naj se dirka začne. 1,5 litrski TSI v Scali ima 110 kW, 150 konjev, ampak jih bom bolj malo izkoristil. Tule je najprej omejitev 100, pa potem 80 skozi Golovec, ampak naprej pa prava avtocesta in omejitev 130 km/h, kar je več kot na severni obvoznici, zato bom mogoče hitrejši po tej poti. Aha, cilj že vidim, to je tale del tik pred izvozom Brezovica, ko se cesti spet združita in čas je 9 minut pa pol. Sem mislil, da bo dlje trajal, pa še zastoj smo imeli vmes, pa zmanjšano hitrost. Kar hiter. Ok, jaz sem Anže 2, sem na razcepu za Dobrova in na tej točki začnem štopati. Pof. Sem izbral uro, ko ni gneče, sicer je ta del obvoznice precej bolj obremenjen, ker je izvozov res veliko in veliko prometa. Tudi zato morajo kamioni mimo Ljubljane po južni obvoznici, čeprav se tega pravila ne držijo kaj dosti. Torej, omejitev 110 km/h, vožnja zelo na easy, itak, imam tudi avtomatik, pardon, DSG. Cilj že vidim. Praktično identičen čas in tudi tukaj sem imel en manjši zastoj zaradi zaletenih avtomobilov, tako da je kar zelo podobno. Hecam, da sta dva avta gledala v napačno smer. Čas pa se ne mora verjeti, niti sekunde razlike. Ok, rezultat. Oba časa sta bila praktično identična, sem pa prepričan, da bi bila pot po severni vsem krajša za kakšnih 30 sekund, če ne bi naletel na tisto gnečo. Kar je logično in pričakovano, ker je tudi 1,5 km krajša. Severno torej priporočam takrat, ko ste prepričani, da ne bo nobene gneče, južno pa, kadar je toliko prometa. Evo, en svetovni problem sem že rešil. Naslednjič pa drugega.